Prehranska dopolnila so nekaj, s čimer si ljudje danes poskušajo izboljšati svoje počutje in tudi zdravje. Seveda pa tu pogosto pride do problema, zlasti če je jemanje prehranskih dodatkov oziroma dopolnil nekritično. Kakšno je vaše strokovno mnenje, kaj svetujete ljudem, ko se odločajo za jemanje tovrstnih dodatkov? Predvsem bi omenila, da nakup prehranskih dopolnil sodi nekako še vedno v lekarne. Omenila bi tudi, da nakup prehranskih dopolnil po manj preverjenih poteh, lahko je to tudi neznana spletna stran, močno poveča tveganje za sestavine, ki so lahko same po sebi jetrom škodljive. In prav na tej točki smo vam s strokovnimi nasveti v lekarnah na voljo vsi farmacevtski delavci, tako magistri farmacije kot tudi farmacevtski tehniki. Pri izbiri prehranskih dopolnil je potrebno biti dovolj samokritičen. Tudi nakup prehranskih dopolnil ni ravno prava rešitev tako za zdrava jetra, kot tudi za zdrav življenjski slog. Ker je letošnja tema jetra, ob dnevu slovenskih lekarn bi izpostavila tudi to, da je edina ključna prava pot do zdravih jeter sprememba življenjskega sloga. Tako, pa vendarle nekako je znano, kako resne so lahko posledice pri jemanju dodatkov prav za jetra. Jih lahko naštejete nekaj, kje se lahko zaplete? Res je, pri nepreverjenem in konstantnem jemanju prehranskih dopolnil so glavna na udaru lahko tudi jetra. In sicer lahko sestavine, ki poškodujejo jetra z vnašanjem manjših količin skozi daljše časovno obdobje, ali pa se poškodba jeter pojavi z zaužitjem večje količine hkrati. Tu moramo biti pozorni tudi na to, da za razliko od zdravil brez recepta, pri prehranskih dopolnilih ni tako strogih nadzorov, kot je pri zdravilih naravnega izvora. Tako da je potrebna previdnost.